Evo, dobrodošli, dobrodošla na današnjem liveu. In sicer, za vse, ki se še ne poznamo, mogoče, če se najprej predstavim, moje ime je Maja in se ukvarjam z grafičnim oblikovanjem, spletnimi stranmi oziroma podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe in pa spletne strani, ki konvertira. In današnja tema seveda je spletna stran. Govorili bomo o dveh razlogih, zakaj ne pride do konverzije na spletni strani. Live pa smo trenutno v Facebook skupini, na YouTubeu in pa na Instagramu. Tako da, če imaš kakšno vprašanje, če želiš deliti kaj z mano, te vabim, da zapišeš to seveda v komentar. Bom zelo vesela, da bomo imeli mogoče malo več interakcije in na drugi strani, da vam tudi več potem lahko dam. Okay? Da je lahko to za vse v bistvu bolj neka interakcija, da vam lahko predam res tisto, kar najbolj potrebujete. Zdaj samo še preverim za Facebook, pa če to deluje. Na Instagramu pa tudi bom zelo vesela, če mi napišete, da smo ok, da se vse sliši in da je ok. Zgleda, kot da je vse ok. Tako da jaz bi šla kar na temo, ker sem nekaj pripravila. In sicer današnja tema torej je dva ključna razloga, da spletna stran ne konvertira obiskovalcev v stranke. In zdaj marsikdo bo mogoče rekel, ok, Maja, daj začnimo na začetku, kaj konverzija sploh je. Če si bil oziroma bila z mano prejšnji teden, smo imeli cel teden na to tematiko že en brezplačni tečaj. Tako da upam, da je bilo koristno, ampak danes bomo se pa seveda dotaknili nekaj bo podobnega, kot je bilo tam, in pa predvsem je pomembno, da se lotimo tematike, kaj sta v bistvu ta dva ključna razloga, da spletna stran ne konvertira. Zdaj, zakaj se meni zdi to zelo pomembna tema? Zaradi tega, ker velikokrat dobim neko sporočilo, Maja, lahko pogledaš en uč, vržeš, ponovadi je tako, vržeš samo malo en uč na mojo spletno stran, pa mi poveš, zakaj moja spletna stran ne deluje oziroma ne prinaša rezultatov, ki si jih želim. In sicer zdaj, kakšni so ti rezultati? To so torej, da pridobiva stranke, da deluje kot tvoj najboljši prodajalec oziroma tudi asistent. Tako da, v bistvu, če je to tvoj cilj za tvojo spletno stran, potem je seveda zelo pomembno, da torej konvertira. In zdaj, mogoče bo kdo rekel, kaj zdaj ta beseda konverzija sploh pomeni? Če mogoče oglašuješ na Facebooku, potem ti bo verjetno ta beseda tudi zelo znana. Ampak tudi če ne, v bistvu, če razložim čisto po domače, pa čisto poenostavljeno, pri konverziji v bistvu gre za to, da naš obiskovalec, ko pride torej na spletno stran, na koncu naredi akcijo, katero si mi želimo. Primer, če imaš torej recimo spletno stran, potem je v bistvu stopnjo konverzije merimo pri tem, koliko je v bistvu razmerje med tem, koliko je torej obiskovalcev pride na tvojo spletno stran in koliko od teh obiskovalcev potem opravi nakup. In seveda tukaj konverzija na spletni strani ni samo za spletne trgovine, ampak je lahko, če imaš rezervacije, je potem tale konverzija oziroma tale akcija, ki si jo želiš, lahko pač nekaj drugega. Se pravi, da rezervira nekdo termin, da ti pošlje povpraševanje, da te kontaktira, lahko so različni cilji, ki si jih želimo in lahko štejejo kot konverzija. Lahko je konverzija tudi to, da se recimo prijavijo na tvoje recimo novičke ali pa da snamejo tvoj freebie, in je to potem se šteje konverzija. Tako da v bistvu imamo na spletni strani v resnici ne merimo samo ene konverzije običajno, ampak merimo lahko več konverzij. Zdaj, če imaš več ponudb, potem je lahko, torej meriš za vsako ponudbo, kako ti konvertira. In zdaj, mogoče bo kdo vprašal, pa to so neke številke, to je mogoče neki bav, zakaj bi to sploh kdo meril? Oziroma, zakaj je sploh tako zelo pomembno, da merimo konverzijo? Ker ne obstaja ena taka čarobna paličica, da bi jaz potem šla pogledat recimo spletno stran, in bi zamahnila z paličko in bi rekla, tarara, evo zdaj bo pa spletna stran delala. Ali pa zadnjič sem recimo celo eno sporočilo dobila, da če mi lahko dajo dostop do spletne strani, pa jaz malo poklikam in potem bo to delovalo naprej.
ne gre za tehnično težavo, ampak ne deluje tako stvari. Ne? Torej, morajo se stranke nekako potem pretvarjati iz obiskovalcev v stranke in to je ta konverzija, torej, ki si jo mi želimo. In zdaj, če ne vemo, kje se v bistvu zatika, kje je sploh problem na spletni strani, potem težko kaj optimiziramo oziroma izboljšamo. In tukaj nam pomaga ravno ta, če merimo konverzije, nam pride to, da merimo zelo prav. Ker potem bomo takoj lahko videli, a je problem tehnične narave, ali je problem, vsebinske narave, ali mogoče naša vsebina ni dovolj dobra, karkoli je, bomo potem lahko skozi konverzijo oziroma skozi te meritve, če tako rečem, lahko hitro ugotovili, kje je težava in potem to tudi optimizirali. In kaj ti jaz priporočam, če zdaj nimaš seveda ful časa, da si mogoče zbereš eno zadevo, ki jo želiš optimizirati. Recimo, da je to neka tvoja brezplačna ponudba ali pa da je to neka tvoja ena glavna ponudba in jo začneš opazovati bolj podrobno. Kaj se dogaja, kje se izgubljajo obiskovalci in tako naprej in jo optimiziraš tako daleč, da bo v bistvu tale stopnja konverzije zadovoljiva. Zdaj, mogoče bo kdo potem vprašal, koliko pa zdaj mora biti ta stopnja konverzije. Torej, to se meri v procentih, torej je razmerje med obiskovalci in pa med kupci, lahko rečemo, oziroma tistimi, ki res naredijo akcijo, ki si jo mi želimo. Tako da, zdaj kako merimo mi te zadeve, je, da enostavno postavimo si metrike. Bom s tabo potem delila tudi kalkulator, ki ga lahko tudi brezplačno snamete in pa tudi en merilec, kjer lahko spremljate eno tabelico, torej kjer lahko vsak mesec recimo spremljate te konverzije in potem v bistvu delate na tej eni zadevi in jo potem izboljšuješ, optimiziraš tako daleč, da torej pride do neke zadovoljive mere. Zdaj, kaj ta mera je? Konverzija, dobra konverzija na spletni strani nekje se začne pri 2 do 5%, vse kar je več je super konverzija, ampak tukaj je res zelo posplošeno, zaradi tega, ker gre za različne ponudbe. Zdaj, če govorimo o konverziji, kjer imamo neko brezplačno ponudbo, nek freebie, potem seveda je pričakovano, da je ta konverzija višja. Veliko višja, kot če je mogoče neka višja cenovna ponudba. Tako da tukaj je samo toliko za občutek. Torej, če pa gremo zdaj na ta dva razloga, zakaj spletna stran torej ne konvertira obiskovalcev v stranke. Kaj mislimo, pa lahko mogoče malo zapišete v komentar, kaj misliš, da so tisti razlogi, zakaj v bistvu spletna stran ne konvertira obiskovalcev v stranke. Bom vesela, če kaj napišete, da malo vidim, ker najbolj pogosto, kaj dobim ponavadi, oziroma najbolj pogosto prepričanje je vizualna vsebina. Ali to, torej, da spletna stran ni dovolj moderna, da ni dovolj privlačna, to velikokrat slišim, ali pa na drugi strani, da ne znamo pripravljati vsebine, ki bi konvertirale in tako naprej. Ampak v resnici je tudi to del, ampak jaz imam pa v mislih dva bolj pomembna dela oziroma razloga. Zdaj, prvi razlog, zakaj spletna stran ne konvertira obiskovalcev v stranke, zakaj nima rezultatov, kot si jih ti mogoče želiš, je ta, da imaš premalo obiskovalcev na spletni strani ali pa da jih sploh ni. Ker velikokrat je eno tako prepričanje obstaja, da če narediš zdaj spletno stran in potem rečeš na Facebooku, pa na Instagramu ali pač kjerkoli, objaviš, tukaj je moja spletna stran, dvopičje in nalimaš link, da zdaj misliš, da je to vse, kar je treba narediti in bojo zdaj ljudje se kar usipali in usipali. Podobno je tudi, če naredimo neke spletne tečaje ali pa nekaj, in potem mislimo, da zdaj, če bomo kliknili gumb objavi, da je to in bojo se stranke kar usipale in usipale. Ampak v resnici ni čisto tako. In zdaj, če nimaš obiskovalcev, če imaš premalo obiska na spletni strani, potem seveda se to ne more konvertirati kaj veliko. Zdaj, če ti samo dam za primer, da je 2 do 5%
normalna oziroma dobra konverzija, potem, če želiš imeti torej 2 stranki, moraš imeti vsaj recimo 100 obiskovalcev. Tako da lahko tukaj potem začneš računati. In zdaj, če teh obiskovalcev sploh nimaš na spletni strani, potem je treba tukaj graditi. In tukaj je recimo eden, kar sem že prej omenila, zakaj je pomembno, da merimo konverzije. Ja, zaradi tega, ker če ugotovimo, da mi nimamo dovolj obiskovalcev na spletni strani in lahko imamo vrhunsko vsebino, vrhunske prodajne lijake, ki bodo res dobro konvertirali, ampak če mi ne vemo, da je problem v tem, da nimamo dovolj obiskovalcev, ker mogoče sploh tega ne merimo, ker ne spremljamo, potem ne moremo potem delati na tem. In kaj se potem zgodi? Potem ponavadi začnemo spreminjati spletno stran, prestavljati grafike, spreminjati besedila in ni efekta. Ja, seveda ni efekta, če nimamo obiskovalcev. Tako da prvi, torej ključni razlog, da spletna stran ne konvertira obiskovalcev v stranke, je definitivno ta, da pač enostavno nimamo dovolj obiska na spletni strani. To je prva zadeva. Zdaj, kaj je pa druga? A mogoče kdo si upa povedati oziroma deliti z mano, kaj pa misli, da je drugi razlog? Zdaj, kaj ponavadi, če imamo recimo pa veliko, to je zdaj pa potem drugi razlog na drugi strani, če torej imamo veliko obiskovalcev in so obiskovalci da jih je dovolj in da so naše idealne stranke, tukaj je tudi zelo pomembno, ker ni vseeno, kakšne obiskovalce imamo na spletni strani. Tako kot, to je podobno kot recimo na družabnih omrežjih, ne gradimo samo število followerjev, da jih imamo čim več, torej da imamo čim več sledilcev, ker nam to za naš biznis ne bo nujno koristilo, če so to sledilci, ki ne bodo nikoli kupci. In enako je za spletno stran. Če imamo mi na spletni strani obisk in so to obiskovalci, ki nikoli od nas ne bodo nič kupili, potem zamujamo veliko priložnosti. Tako da je tukaj treba poskrbeti, da poskrbimo pri obiskanosti spletne strani, da imamo čim več torej takšnih obiskovalcev, ki so naše idealne stranke. In zdaj, če grem torej na drugi razlog, da spletna stran ne konvertira obiskovalcev v stranke, pa je, da ne prihaja do konverzije. Torej, da imamo obiskovalce, pridejo, ampak potem ali ne opravijo nakupa, ali ne naredijo naslednjega koraka. In zdaj tukaj je pa seveda veliko razlogov, kaj se tukaj lahko zgodi. In zaradi tega je fino, da nekako merimo in spremljamo naše obiskovalce, če je le možno na naši spletni strani, kaj se dogaja, kje se jim ustavlja, kje zapuščajo stran in tako naprej. Zdaj, prvi razlog, zakaj ne pride do konverzije, je lahko čisto tehnični, da nam mogoče kaj tehnično recimo ne deluje. Tako da je fino narediti mogoče eno testno naročilo, da vse preklikamo, da deluje. Lahko je pod stranke, po naši spletni strani, ko jo peljemo, torej ali na eni strani ta pot ni smiselna, ali pa na drugi strani mogoče ni primerna ali pa ne vodi do nakupa. Kar je pa potem lahko torej tale drugi primer oziroma problem. Zakaj ne prihaja? Ker če mi samo namečemo stranki nekaj in je ne peljemo do nakupa, seveda tistih, ki so naše smiselne, se to ne bo zgodilo. In potem seveda se moramo tudi zavedati, da ko nekdo prvič obišče našo spletno stran, se običajno ob prvem obisku ne odloči za nakup. Tako da je fino, da imamo nek mehanizem, da potem te nove obiskovalce tudi obdržimo v svoji bližini. In da jih ne izgubimo. Ker če jih izgubimo, to pomeni, da grejo dol iz spletne strani in se potem več verjetno nikoli ne bodo vrnili na našo spletno stran in bomo tako izgubili potencialno stranko in tako naprej. Seveda potem je zelo pomembno, da je naša spletna stran tudi optimizirana za mobilnike, za različne naprave, za SEO, in pa tudi, da so vsebine takšne, ki bodo konvertirale obiskovalce v stranke. Torej, da imamo učinkovito zapisano tekstopisje, torej, ki konvertira.
a ne? To je zelo, zelo pomembna zadeva. Mi tega ne merimo in ne vemo točno, kaj se dogaja, kje se ustavlja, potem v bistvu težko gremo naprej oziroma težko naredimo korak naprej. Ok, malo mi je zdaj izgleda, kot da mi je zamrznilo, ampak mislim, da smo nazaj. Torej, to sta ta dva ključna razloga, ne? In zdaj mogoče je vprašanje to, ja, kako pa zdaj naj to merimo? Kako merimo konverzijo na spletni strani? Ne rabiš nekih posebnih veliko financ ali kaj takega, ampak to se v bistvu enkrat nastavi in potem samo spremljamo. In sicer najlažje spremljaš tako, da imaš vgrajeno na spletni strani, torej Google Analytico oziroma spletno analitiko. Ne? Google Analytics, če se ugradiš, imaš v bistvu brezplačno, seveda moraš poskrbeti, da je skladno z GDPR, da se strinja in vse to. In ko to ugradiš, imaš nekako vpogled v to, torej koliko obiskovalcev sploh pride na tvojo spletno stran. In na drugi strani, na Instagramu je zdaj nek ognjemet mi zraven bil, tako da ne vem čisto točno, kaj pomeni, upam, da smo še live. Izgleda, da smo. Torej, zdaj kako meriti? Torej, za Google Analytico je verjetno najhitrejši pa najbolj učinkovit sistem, da si torej narediš račun, če še ga nimaš in ugradiš na svojo spletno stran in s tem vidiš, koliko obiskovalcev sploh pride na tvojo stran. In potem, ko vidiš, koliko imaš obiskovalcev na spletni strani, torej potrebujemo še, koliko je bilo nakupov oziroma koliko je bilo dejansko konverzij. Zdaj, ti si pa seveda določiš, kaj je tvoja konverzija, kaj šteje kot tvoja konverzija. Ali je to oddano naročilo, nakup, rezervacija termina, poslan kontakt, prijava na e-mail, novice, karkoli je. In potem razmerje med tem dvojem, torej obiskovalci in konverzijo, dobimo potem en procent, ki nam pove, koliko se torej naših obiskovalcev konvertira iz obiskovalcev v stranke. In potem lahko hitro vidimo, kje torej smo in kaj bi bilo smiselno optimizirati in izboljšati. Zdaj, seveda jaz sem vam pripravila, sem že povedala na začetku, da sem vam pripravila eno brezplačno predlogo, jo bom pustila pod videom, link, kjer si jo lahko stavite v Google Sheetsih, torej v Googlovih dokumentih, lahko naredite kopijo in je na enem zavihku je v bistvu kalkulator, s katerim lahko zračunate, kakšna je konverzija, tako da v bistvu vpišete. Zdaj, na Instagramu sicer ne morem deliti, ampak lahko pa mogoče delim tukaj na YouTube in pa Facebooku. Na Instagramu bom pa vam pustila link do celega videa, pa bom spodaj pustila tudi tale kalkulator. Se pravi, to je v bistvu kalkulator, kamor lahko vpišeš, koliko imaš torej število konverzij in pa število obiskovalcev. Število konverzij torej lahko si nastaviš tudi v spletni analitiki, v Google Analitiki, da ti meri, kaj je konverzija, in pa število obiskovalcev tudi dobiš na Google Analitiki, torej za neko določeno obdobje, naprimer en mesec. In potem ti bo ta kalkulator potem avtomatsko v bistvu zračunal, koliko je stopnja konverzije v procentih. Torej, 2 do 5% je nekako povprečno oziroma je že ok. Zdaj, kaj je tukaj čar, je, da se lahko potem začnemo s tem kalkulatorjem tudi malo igrati. In če želiš imeti ti, ne vem, tam naslednji mesec, če želiš imeti, ne vem, 5 nakupov, torej 5 konverzij, potem se lahko s tem kalkulatorjem potem poigraš in vpišeš v bistvu, torej, da želiš imeti število konverzij, nastavimo torej na 5, in ti potem kalkulator v bistvu tudi zračuna, koliko približno moraš imeti potem tudi obiskovalcev, da lahko potem na tem delaš. In ko enkrat ugotoviš, ko to en čas spremljaš, ugotoviš, kakšne so običajno konverzije na tvoji spletni strani, potem lahko za neke nove projekte tudi zelo fino potem zračunaš oziroma vidiš, koliko mora biti obiskovalcev, kaj je treba še narediti. In ko delaš promocijo in če to spremljaš, kaj se dogaja na tvoji spletni strani, koliko je recimo obiskovalcev in koliko jih potrebuješ in kako dobro mogoče neka promocija tvojega novega produkta ali pa delavnice ali pa kajkoli deluje, lahko hitro potem urgiraš še med samo promocijo. Se pravi, če je ok,
vidiš, kaj deluje, ok, daš več tega mogoče. Če vidiš, da je premalo kot za željene rezultate, potem pa lahko hitro narediš še kakšno kampanjo ali pa še kakšen oglas poženeš ali kaj takšnega. Tako da ta kalkulator lahko si snameš in ti lahko potem koristi, da nekako približno veš, zakaj se gre in koliko potrebuješ. Okay? Potem pa drugi zavihek imamo pa spremljanje konverzij. Tu pa lahko vpišeš, da spremljaš konverzije, torej recimo za 3 tvoje ponudbe, lahko je brezplačne in pa plačljive recimo, in potem za vsak mesec si tukaj zapišeš, torej koliko recimo, da si vsak konec meseca, zadnji dan v mesecu si določiš in vpišeš tukaj 2 podatka, torej koliko je bilo število konverzij in koliko je bilo število obiskovalcev, in potem se ti bo tukaj avtomatsko izpisala stopnja, da vidiš, torej, ali je to dobro, ali je slabo, ali je treba mogoče naslednji mesec tudi kaj urediti. Okay, tako da imaš zdaj na dlani seveda tudi rešitev, da ne bo tako, ker vem, za marsikoga je lahko to, da mu samo rečem, da mora meriti konverzijo, že sama konverzija ena taka bav oziroma strašljiva beseda, pa v resnici ni. Okay? Tako da to je to, zdaj pa kako testirati oziroma kako narediti mogoče še izboljšave. Ko ugotoviš, recimo, če imaš premalo obiskovalcev, pač potem seveda moraš graditi na tem, da imaš več obiskovalcev in lahko narediš neke kampanje, ki bodo povečale število obiskovalcev na tvoji spletni strani. To so lahko zelo različne, ker je pač odvisno, s čim se sploh ukvarjaš. Lahko je tudi plačljivo oglaševanje, lahko je organske zadeve, lahko narediš tudi mogoče kakšen dogodek, se povežeš s kakšnimi drugimi podjetniki in podjetnicami, naredite en skupen dogodek in tako mogoče vsi potem pridete pred novo občinstvo, naprimer. In tako potem gradiš ta delček, da je potem obiskovalcev torej vedno več. Če pa ugotoviš, da obiskovalce imaš, pa zdaj moramo pa spremeniti nekaj na spletni strani, ker ne konvertira, potem pa je fajn, da si izbereš torej vsakič eno variablo in jo testiraš. Ena variabla je lahko, da spremeniš naslov, da spremeniš grafiko, da spremeniš ponudbo, ceno, bonuse, klic k akciji, podstranke, karkoli. Misliš, da ne deluje. Tukaj je seveda fajn, če mogoče malo povprašaš svoje sledilce oziroma svoje potencialne stranke, obiskovalce, kaj misliš, da jim deluje ali pa ne deluje. In potem se tukaj začne torej to graditi in izboljševati. Torej, eno variablo pa hkrati. Zakaj eno? Ker če začneš več stvari spreminjati, potem v bistvu v resnici ne veš, kaj je izboljšalo, kaj je bilo tisti razlog, da so zdaj recimo boljši rezultati. In potem spet nekaj časa pustiš, da pretestiraš se in potem vidiš, kaj je zelo pomembno, kaj deluje in pa kaj ne. Ok? Tako da, če ima slučajno še kdo kakšno vprašanje, bom z veseljem še odgovorila, drugače pa je to nekako na kratko bilo o tem, kako izboljšati konverzijo. In jaz te zelo toplo vabim, da če ne drugo, danes poskrbiš vsaj za to, da preveriš, ali imaš vgrajeno Google Analitiko, da snameš tole tabelico, ki ti bo pomagala torej pri vpisovanju. Na koledarček si mogoče daš, da vsak konec meseca, recimo zdaj je ravno 30. november idealen dan, lahko že vpišeš za november, torej koliko je bilo obiskovalcev na tej posamezni tvoji strani oziroma ponudbi in koliko od tega je bilo postalo strank oziroma se konvertiralo. In potem si nastaviš mogoče opomnik za vsak mesec, da potem to redno spremljaš in gradiš in optimiziraš. Jaz ti priporočam, če nimaš torej ful časa, da se torej najprej lotiš ene ponudbe, jo maksimalno torej izboljšaš in potem greš na druge delčke. Tako da, evo, link do tega kalkulatorja in pa do tega trackerja, katerega lahko snamete brezplačno, bom pa pustila kmalu spodaj nekje pod linkom. Tako da, jaz ti želim uspešno in pa če imaš kakšno vprašanje, mi pa seveda lahko pišeš ali na zasebno sporočilo ali na mail maja@mod.si, pa se lahko dogovorimo za kakšno pomoč oziroma ti z veseljem tudi pomagam. Tako da, hvala vam za pozornost in se vidimo kmalu. Čau, čau!